Pridružite se nam, ko razkrivamo podrobnosti zadnjih trenutkov preživetvenika Chrisa McCandlessa. Razkrivamo tragičen in skrivnosten dogodek, ki se je odvijal v divjini Aljaske, ter odgovarjamo na vprašanja, ki obdajajo njegovo prezgodnjo smrt. Aprila 1992 mladenič po imenu Christopher McCandless se je podal v aljaško divjino severno od gore McKinley. Privlačila ga je surova narava ter izjemno osebno preizkušanje. Skoraj 4 mesece kasneje so lovci našli njegove razkrojene posmrtne ostanke v zapuščenem avtobusu, ki mu je služil kot zatočišče. Najdin skrivnostne dnevniške zapise so prikazovale obupno situacijo. Potem, ko je mesece preživel od tega, kar je našel v naravi, je zapisal, da postaja vse bolj šibak zaradi neznanih vzrokov, na koncu pa je bil prešibak, da bi sploh stal. Izjemno šibak. Kriva so krompirjeva semena. Veliko težav že samo da ostaneš. Stradam. Velika nevarnost, je zapisal. Počasi je hero in nato umrl sam v zapuščenem avtobusu, star 24 let. Kaj je tega idealističnega mladega moškega sploh gnalo, da se je sam podal v divjino Aljaske? Kaj se je zgodilo v njegovih tragičnih, zadnjih trenutkih in zakaj njegova zgodba še danes buri domišljijo ljudi po vsem svetu? Da bi razumeli, se moramo vrniti na začetek njegove usodne odprave. Christopher McCandless je odraščal v udobnem predmestju Washingtona, D.C. Kasneje pa je med študijem zgodovine in antropologije na univerzi postal vse bolj razočaran nad materializmom in konformizmom sodobne družbe. Po diplomi leta 1990 pustolovski 24-letnik je svoje $24,000 prihrankov podaril v dobrodelne namene in zapustil svoj avto, da bi se odpravil na romanje po ameriškem zahodu, pri čemer si je nadel vzdevek Alexander Supertramp. Odločil sem se, da bom to življenje živel še nekaj časa. Svoboda in preprosta lepota tega sta preprosto preveč dobra, da bi se jima odpovedal, je napisal prijatelju. Njegov končni cilj, popolna osama aljaške divjine. Tam je iskal popoln pobeg od civilizacije, da bi izkusil surovo, neolepšano življenje v naravi. McCandless je razumel tveganja poti, vendar jih je prostovoljno prenašal kot nujne preizkušnje, da bi dosegel odrešitev. Samotno preživetje od tega, kar ponuja narava, je videl kot obred prehoda, priložnost, da se očisti nepomembnih konvencij in se ponovno rodi. Kot je opisal Krakauer, si je izumil novo življenje, da bi se lahko potapljal v surove, nefiltrirane izkušnje, ki jih je ponujala narava. Veleti je McCandless Tavala živel v radikalni svobodi. Štopal je in skakal na tovorne vlake, iskal je umik od prevladujoče družbe ter živel na obrobju po lastnih pravilih. Leta 1992 je pešačil v osrčje Narodnega parka Denar. Globoko v divjini parka je stal zapuščen vozilo, ki je kasneje postal znan kot Magic Bus. Ta avtobus znamke International Harvester iz 40 let prejšnjega stoletja je bil del razvojnega projekta desetletja prej, uporabljali so ga za prevoz delavcev, ki so gradili cesto skozi odročno aljaško divjino. Ko je projekt v 60 letih zastal, so bila vozila preprosto zapuščena, rjaveči ostanki so posejali večinoma zapuščeno cesto. Več kot 30 let kasneje je avtobus, ki je postal znan kot Magic Bus 142, sameval v grmovju, njegova okna pa so bila razbita od kamenja in krogov. Ta avtobus je ležal približno 20 mil po opuščeni makadamski cesti, trohneč ob poti Stampede, v bližini reke Teklanika. Kljub svojemu razpadajočemu stanju je avtobus nudil dobrodošlo zavetje v surovem okolju in je postal zatočišče za lovce, lovilce in nabiralce gob, ki so ga skozi leta naključno odkrili. Aprila 1992 je postal dom 24-letnega Chrisa McCandlessa v aljaški divjini. V iskanju razsvetljenja skozi samotno življenje v divjini je preživel več mesecev, pri čemer je avtobus uporabljal kot improvizirano bazo in ga v svojem dnevniku imenoval Magic Bus. Po letih potepanja po ameriškem zahodu si je samooklicani Alexander Supertramp zamislil poletje v divjini, kjer bi sam preživel z lovom na divjad, kot so veverice in dikobrazi. Raziskal je užitne rastline in jagode na tem območju ter načrtoval, da bo nabiral darove tajge, da bi preživel. Strast in ljubitelj narave, McCandless je menil, da je pripravljen na ostre razmere in odmaknjenost. Ne bo se več odzival na ime Chris McCandless, je zapisal John Krakauer v knjigi V divjino. Zdaj je bil Alexander Supertramp gospodar svoje usode. Prva 2 meseca sta presegla njegova pričakovanja, saj je pomlad v aljaškem gorovju prinesla obilje divjih virov. McCandless je nabiral ribez, gobe in šipkove plodove. Mejne ptice in veverice so mu zagotavljale meso. Celo lose je uplenil in si nakopičil na 100 funtov mesa, ki bi se brez vlajenja pokvarilo. Življenje v Magic Busu je bilo idilično.
V izkušnjah, spominih, velikih zmagah in radosti polnega življenja je pravi smisel, je zapisal v svoj dnevnik. Toda julija so se okoliščine začele obračati proti McCandlassu. Najprej je ugotovil, da je pot nazaj v civilizacijo zaprta zaradi divje reke Teklanika, ki je bila zaradi taljenja snega preveč nevarna za prečkanje. Noben zemljevid ga ni pripravil na to uničujočo oviro. Približno ob istem času so se njegove zaloge hrane zmanjševale, saj je bilo divjadi vse manj. Težko je loviti, je zapisal. Meso se je pokvarilo, nabiranje kopriv ga je opeklinilo in pustilo lačnega. Vse bolj obupan se je McCandlass 14. julija začel prehranjevati s semeni divjega krompirja. Zdaj vemo, da so ta semena vsebovala nevrotoksine, ki so ga postopoma oformili. Izjemno šibek. Privesel krompirjeva semena. Kmalu je zapisal, da ima velike težave že samo s tem, da ostane. Ko je aprila vstopil v gozd, je bil čil in krepak, avgusta pa so uradniki za varstvo divjadi, ki so pregledovali avtobus, ugotovili, da je shiran in nemočen, komaj sposoben plaziti se. V svojih zadnjih dneh McCandlass ni mogel več loviti, ribariti ali nabirati hrane. Vendar je bilo odrešenje le nekaj milj stran, a ga je razburkana reka Teklanika ovirala pri pobegu. Reka, zaradi katere je McCandlass obtičal, je bila običajno nizka in prehodna na tem območju. Toda pozno taljenje snega, leta 1992, je pomenilo, da je bila reka Teklanika veliko višja in hitrejša kot običajno, ko je moral McCandlass julija obupano prečkati reko. Ostala je preveč nevarna celo avgusta, zato je ostal ujet sam v divjini, medtem ko je postajal vse šibkejši zaradi stradanja in zastrupitve. Le nekoliko nižje po reki je bila viseča žičnica, ki jo je uporabljala parkovna služba za spremljanje razmer. Če bi McCandlass vedel, da mora iti tja, bi se verjetno lahko z rokami potegnil čez reko in po cesti odšel na varno, preden bi bilo prepozno. Toda brez vodnika ni vedel za žičnico, ki je bila le 5 milj stran, rešilno vrv, ki bi mu lahko omogočila preživetje njegove aljaške odisejade. Nevednost o tej eni ključni podrobnosti ga je stala življenja. Tragično zgodbo McCandlassa je popularizirala knjiga Johna Krakauerja iz leta 1996 v divjino, ki je bila kasneje prirejena v film iz leta 2007. Toda natančen vzrok njegovega šokantnega propada je ostal skrivnost, o kateri se je burno razpravljalo več kot 2 desetletji. Zdaj obsežni novi dokazi dokončno razkrivajo vir njegove smrti, zastrupitev s strupenimi semeni, zaradi katerih v zadnjih tednih ni mogel loviti ali nabirati hrane. Ko so pregledali širone posmrtne ostanke McCandlassa, tetal je le 67 funtov, izgubil je več kot 70 funtov od svoje zadnje znane fotografije. Ker je bila oprema za nabiranje hrane še vedno neuporabljena shranjena v avtobusu, se je lakota zdela očiten krivec. Toda Krakauer je domneval, da so semena divjega krompirja, ki jih je McCandlass opisal kot vzrok svoje pogube, vsebovala neznan nevrotoksin. Na podlagi McCandlassovega univerzitetnega vodnika po rastlinah, ki izrecno opozarja, naj ne zamenjujemo strupenega divjega grahorja z domnevno neškodljivim divjim krompirjem, Hedieuticera alpinum. Začetni testi za toksine v semenih so bili neodločilni. Vendar je ljubiteljski preiskovalec Ronald Hamilton nedavno povezal McCandlassovo hiranje z latirizmom, stanjem paralize, ki ga povzroča ODAP, nevrotoksin, ki ga včasih najdemo v stročnicah. Domneval je, da je McCandlass postopoma postal paraliziran, potem ko se je prenajedal z divjimi semeni, in je to razkritje predstavil kot dokončen dokaz, ki razrešuje skrivnost. Hamiltonova teorija se je izkazala za pravilno, saj so nove raziskave pokazale, da semena divjega krompirja vsebujejo pomembne količine ODAP. Ta nevrotoksin zavira presnovo obliko proteinov in postopoma povzroča paralizo žrtev. Tisti, ki se soočajo z lakoto, stresom in težkim naporom, so še posebej občutljivi. Kot je Hamilton opisal tihi ogenj, ki se pri dolgotrajni izpostavljenosti ODAP prižge v ranljivih telesih, bolj kot so ga jedli, tem hujše so bile posledice, a v vsakem primeru, ko so se učinki enkrat začeli, jih ni bilo mogoče več obrniti nazaj. McCandlass je natančno ustrezal kriterijem tistih, ki jih je zastrupitev z ODAP najlažje prizadela. Kot je povzel Hamilton, bil je mlad, suh moški v zgodnjih 20-ih, ki je imel izjemno skromno prehrano, lovil, hodil na dolge pohode, plezal in živel na skrajnih mejah telesnih naporov, ki je začel jesti ogromne količine semen, ki vsebujejo strupeno aminokislino. To novo dokazilo potrjuje Krakauerjev prvotni občutek, da je neznan strup onesposobil McCandlassa. Ponižen zaradi Hamiltonove ugotovitve, potem ko je leta zavračal teorijo o strupu, Krakauer zdaj sklepa, da je Hamiltonovo odkritje, da je McCandlass umrl, ker je jedel strupena semena, verjetno ne bo prepričalo veliko Aljaščanov, da bi gledali na McCandlassa z več sočutja, lahko pa prepreči, da bi se drugi nabiralci v divjini po nesreči zastrupili.
Ko so odkrili McCandlassovo truplo, tragično shirano, se je začela razprava o tem, ali naj njegovo iskanje vidimo kot plemenito ali nespametno. Je bil junaški idealist, ki je bežal pred brezdušno konformnostjo? Ali pa še en nepripravljen začetnik, ki je postal plen krute divjine? Polarizirana mnenja ostajajo, medtem ko ga nekateri obsojajo kot arogantnega in nepremišljenega, ga tisoči občudovalcev poveličujejo zaradi njegove zavrnitve civilizacije in hrepenenja po razsvetljenju. V njem vidijo vzor čiste svobode, nekoga, katerega presežne izkušnje v divjini opravičujejo celo preprečljivo tragedijo. V svojih zadnjih dneh morda je McCandless našel pomen, ki ga je iskal, in se je počutil pripravljenega, da se sooči s smrtjo. Njegovo poslovilno sporočilo zaznamuje spokojnost. Imel sem srečno življenje in se zahvaljujem Gospodu. S Bogom in naj Bog blagoslovi vse. Ne glede na to, kakšno je vaše mnenje, nihče ne more zanikati globokega pečata, ki ga je kratko življenje McCandlessa pustilo na svetu. Če bi vedel za nevrotoksin, bi najverjetneje iz divjine izšel konec avgusta, varen in spremenjen. Zdaj bi imel 51 let. Kljub temu, zgodba Aleksandra Super Trumpa še vedno ganja srca in nas vabi, da živimo življenje po svojih tržnih merilih. Če ste ta video našli poučen ali spodbuden pri razmišljanju, prosim, všečkajte ga in se naročite na kanal, da boste spremljali še več skrajnic zgodb z roba.